Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič-Žgajnar. Danes bomo govorili o dolgotrajni oskrbi. Bliža se ponedeljek, ko bodo morali biti varovanci domov starejših občanov avtomatično prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. V studiu zato gostimo državnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost, gospoda Luka Omladiča, vi ste prav pristojni za področje dolgotrajne oskrbe, in gospoda Alena Grila, direktorja Doma za starejše občane v Radovljici. Povabili smo tudi Ljubljanski center za socialno delo, a so nam tik pred zdajci odpovedali udeležbo. Zakaj? Direktor Ivan Cafuta je zapisal takole. Zaradi izrednih delovnih obremenitev odpovedujemo udeležbo v oddaji. Naš oddelek za dolgotrajno oskrbo izvaja prevedene odločbe za institucionalno varstvo, domovi za stare za celo Slovenijo. V tem tednu morajo zaključiti vse vnose podatkov v informacijski sistem, a je prišlo do nepredvidenih zapletov. Pa zato vprašam kar gospoda Omladiča, ste kaj obveščeni o teh nepredvidenih zapletih? Seveda, najprej moram reči, da smo izredno hvaležni Centrom za socialno delo, tukaj posebej Centru za socialno delo Ljubljana, ki upravlja to veliko delo tukaj za nas vse. Je pa to seveda vse v dogovoru, imamo dnevne, tako rekoč delovne skupine. Lahko si predstavljate, da pri nekem procesu, kjer moramo praktično 20,000 ljudi spraviti iz enega sistema v drugega, da pravzaprav zapleti nastajajo ves čas. In kar nam preostane je, da jih rešujemo. Imamo pa, kot rečeno, tukaj izredno predane ekipe, tako na ministrstvu, tako na Centru za socialno delo, kot v domovih za starejše, in smo pravzaprav definitivno na poti, da nam bo decembra to uspelo. 1. decembra torej menite, da vam bo uspelo kljub tem zapletom. Kakšni pa so ti zapleti? So to zapleti informacijske narave? Kaj se dogaja? Informacijske, organizacijske, vedno ko imate eno tako velik obseg na nek način birokratskega, ampak tudi vsebinskega dela, je treba biti fleksibilen, je treba pravzaprav probleme nasloviti, reševati. Mislim pa gotovo, da si bodo vse te naše ekipe potem konec decembra, ko bo to izpeljano, upravičeno oddahnile malo. In bodo imeli lepe praznike, a ne? Gospod Gril, dajte nam v praksi povedati, kako je izgledal v domovih za starejše občane, kako je izgledala ta prevedba, kako je potekalo zbiranje soglasij, koliko soglasij ste pri vas pobrali, imate vse varovance, ki so oddali ta soglasja? Tako kot rečeno, s 1.12. bo začel veljati zakon dolgotrajne oskrbe v instituciji. Mi smo predhodno upravili vse postopke, se pravi pridobitev soglasja naših stanovalcev, ki so že pri nas v zavodu. Pridobili smo soglasje od večine, skoraj vseh teh stanovalcev, tako da zdaj tečejo postopki prevedbe, se pravi z informacijskimi sistemi, s programskimi hišami se pripravljajo osebni načrti, tako da v bistvu te postopki zdaj tečejo, tako da tukaj računamo, da bomo pravočasni s pomočjo programskih hiš. Seveda je bilo pri tem potrebno obvestiti vse svojce in naše stanovalce, kaj zakon dolgotrajne oskrbe sploh je, da smo jih dejansko uspešno informirali, da smo jim povedali, kaj je dejansko namen tega zakona, in dejansko, da se njim plačilo zmanjšuje in tudi kaj dejansko same storitve vsebuje. Tako da pred tem smo v našem domu naredili dvoje srečanj z stanovalci, svojci, da smo se zadeve razložili in da smo dejansko pridobili ta soglasja in da dejansko zdaj te postopki potekajo, tako da v našem domu bo večina vseh naših stanovalcev, ki so v zavodu noter, prevedenih v dolgotrajno oskrbo pravočasno. Kaj glede te prevedbe točno delajo centri za socialno delo? Zakaj so oni v bistvu mogli biti vključeni v ta del zgodbe? Tukaj imamo, se pravi, več korakov je bilo tukaj potrebnih storiti pri prevedbi. Ta, o kateri je direktor govoril, zbrati je bilo treba soglasje vseh stanovalcev, da pravzaprav postopek lahko pričnemo. Ne? Ta soglasja so se potem zbrala na enem mestu, zato je bila ta odločitev za Center za socialno delo Ljubljana. Na tem mestu in s povezanimi ekipami se vsa soglasja, mi rečemo temu, razreže, to pomeni, treba jih je voditi kot ustrezne upravne postopke, in v naslednjem koraku se na domovih za starejše pripravijo načrti. Te načrti, to pomeni, tukaj lahko rečemo dejansko, to je
na nek način, mogoče me bo direktor tukaj še bolj strokovno razložil, ampak to je na nek način seznam tistih storitev, ki jih bo uporabnica, uporabnik doma za starejše deležna v domu po dolgotrajni oskrbi. In v principu so to praktično zelo podobne storitve, kot jih je deležen sedaj. Ko bo ta načrt, osebni načrt pred uporabnico uporabnikom, ko bo z njim seznanjen, ga bo podpisal, dal soglasje in s tem bo on tudi, da tako rečem, tisti zadnji korak prevedbe v dolgotrajno ali pa bistveni korak prevedbe v dolgotrajno oskrbo storjen. Seveda pa soglasje tukaj potrebujemo tudi iz tega razloga, da dolgotrajna oskrba se izključuje z nekaterimi prej obstoječimi pravicami. To pomeni, dodatek za pomoč in postrežbo potem ne bo več aktualen za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Ne? Pomembno je tudi to, ne, da so res smo želeli, da so najbolj možno informirani uporabniki, kaj dobijo, kaj izgubijo. Ne? Torej, pripravljen je bil kalkulator za vsakega uporabnika, kjer je lahko vsak točno izračunal, točno, ne? Ali pa saj najbolj točno, kot se da, ne? Kakšni bodo njegovi izdatki v prejšnjem sistemu in v novem sistemu in se na podlagi tega potem lahko odločil za pač informiran vstop v dolgotrajno oskrbo. Moram pa reči, ne, da je seveda sistem nastavljen tako, da bo pravzaprav za vse ugodnejši, za nekatere skupine pa celo bistveno ugodnejši, ne? Posebej za tiste, ki so veliko intenzivnost oskrbe potrebovali in so zdaj plačevali najvišjo oskrbnino v domovih. Gospod Gril, koliko bodo plačevali zdaj vaši oskrbovanci? Vi imate pripravljene neke izračune, nam lahko poveste. Se navežem na besedo državnega sekretarja, recimo, če gledamo oskrbo 4, to je ta oskrba, ki je najvišja, ki je najbolj zahtevna in dejansko tudi nadstandardna storitev po samih, rekel, če ima nekdo samostojno kopalnico, svoj balkon in tako naprej, imamo mi v našem domu informativno ceno izračunano in sicer danes plačuje 1440 €. Se pravi, od 1. decembra bi plačeval z dvigom cen socialnih varstvenih storitev, se pravi, po zdajšnjem zakonu bi bilo to 1750 €, po dolgotrajni oskrbi pa je ta znesek 820 €. To pomeni, da za dolgotrajno oskrbo, se pravi, ta znesek, ki sem ga omenil, 1750 € pade na 820 €. To je bistvena razlika. To je pri tej oskrbi, ki je najbolj zahtevna, ki je največ še dodatnih teh zadev zaračunanih. Je pa, govorimo pa tako, da pač pri nas v domu je zdaj 713 € pa osnovna oskrba, se pravi, to postelna soba za souporabo kopalnice. Tako da, če pa gledamo oskrbo eno, ki je pa v bistvu ta najnižja, je pa do zdaj šli znesek 760 €, s 1. decembrom bi v zakonu socialnem varstvu na 212, se je pa znižal na 713. Tako da tukaj so dejansko v teh informativnih izračunih se dejansko vidijo zneski, ki bodo meseca januarju izstavljeni, se pravi, plačnikom storitev. Torej, glede na finančni učinek, da bodo družinski proračuni bistveno na boljšem, ste verjetno od svojcev in oskrbovancev dobili pozitivne odzive na ta zakon. Ali so imeli še veliko odprtih vprašanj in so zbegani? Tukaj so vprašanja bila dejansko že omenjeni dodatek za pomoč in postrežbo. Tukaj je tudi višina tega dodatka za pomoč in postrežbo je različna, vendar se dejansko znesek znižuje. Se znesek znižuje, seveda pa tudi, ko se name obračajo svojci, stanovalci, jaz vedno pravim, moramo počakati, se pravi, na januarske izračune, se pravi, položnice, verjamemo pa vsi, da bodo te zneski nižji, ker dejansko za tudi državljani plačujemo ta prispevek za dolgotrajno oskrbo. Mislim, da pomembno je tukaj tudi za prihodnost, ne, da dejansko zdaj s tem prehodom na dolgotrajno oskrbo mi sistem nekako standardiziramo. Ne. Torej dobivamo nek bolj pregleden, bolj jasen, bolj, če hočete, pač tudi iz strani države in zavarovalnice določen sistem plačila. Seveda se bodo skozi leta te cene spreminjale, ampak se bodo spreminjale na nek kontroliran in razviden način. No. Se pravi, prvo izplačilo strani države bo zdaj domovim za starejše občane zagotovljeno zagotovo 1. januarja oziroma v januarju, da bodo potem lahko oni pokrili to, kar se zdaj... December se v domovih že izvaja dolgotrajna oskrba in tisti uporabniki, ki bodo decembra koristniki dolgotrajne oskrbe, za tiste bo zavarovalnica
plačala domu, to pomeni januarja za december. Zaradi tega boste morali vi v domovih imeti drugačne, ne računovodske standarde, ampak več računovodskih korakov. Malo boste mogli računovodsko postavke razdeliti. Zdaj ste dobivali plačilo neposredno od oskrbovancev oziroma svojcev, zdaj pa boste dobivali del tudi od države, večji del od države, kot ste... Zdaj, tako je. Mi v domovih bomo imeli zdaj v bistvu dvojni sistem. Se pravi, dva sistema. Zakon o socialnem varstvu, ker se nekako računa, da se bo procentualno zmanjšalo v nekje povprečju 20%, ampak to je neko povprečje, neka ocena, da je postalo po zakonu o socialnem varstvu, ki zdaj poteka obračunski sistem, se pravi, da se pač zadeve izvajanja storitev računa se pravi stanovalcev, oskrbovancem, plačnikom. Po novem sistemu se bo pa tukaj dejansko te zahtevke nastavljali na zdravstveno zavarovalnico. Tukaj pač domovi bomo tukaj soočeni, se pravi na finančnem področju, da bomo pač zahtevke, se pravi računovodsko vodili zadeve po dveh sistemih. Tako da seveda v nadaljevanju, v naslednje leto se bo pač pokazalo, da bojo se najbolj še kakšne spremembe, ampak se pa nekako računa, da zakon o socialnem varstvu, tako kot je zdaj, da bo se procent bistveno zmanjšal. Ste pa računovodsko torej pripravljeni na te stvari, ste morali pohiteti, ste pričakovali, da boste imeli več časa na voljo za to, da bi se pripravili? Ja, glejte, zdaj tako je. Mogoče bi bilo fajn, da bi bilo mogoče več časa, ampak je pa tako, kaj nekako zadeva aktualna, ker se pač na to pripravimo, pač smo pristopili k temu, moramo pač in tukaj jaz mislim, da bomo zadeve speljali v mesecu decembru, oziroma potem tudi v januarju, da bomo zadeve pač te zahtevke zdravstvene zavarovalnice izdajali. Pomembni ste mogoče, se opravičujem, še dve stvari za gledalke, gledalce, namreč decembra. Torej do konca decembra, do zadnjega dne decembra morajo uporabniki, če se za to odločijo, seveda podpisati svoje osebne načrte. Tisti bodo vključeni v ta paket prevedbe. Zdaj, ni pa pomembno, katerega dne v tem smislu v decembru. Se pravi, tisti, ki bo, ne vem, podpisal recimo 10. decembra ali pa tisti, ki bo 20. decembra, oba dva bosta vključena kot uporabnika dolgotrajne oskrbe za cel december. Tako da tukaj ni potreba, da skrbijo. Tukaj pa je treba biti pozoren, da imamo dva ta datuma, torej soglasja, da začetek prevedbe do konca tega meseca je zadnji rok in potem podpis osebnega načrta do konca meseca decembra. Kako je zdaj to izgledalo v praksi? Dajte razložiti. Vi ste iz domov starejših občanov pobrana soglasja ali kako posredovali na Center za socialno delo in zdaj vam bodo oni nazaj posredovali dokumente? Kako izgleda, da potem vi pripravite ta osebni načrt? Mi smo zdaj v bistvu Center za socialno delo obveščamo. Mi zdaj v bistvu preko naših informacijskih sistemov imamo navodila za pripravo osebnih načrtov, se pravi stanovalcev, ki so v instituciji, ki so v domu. Tako da ti stanovalci bodo zdaj avtomatsko se prevedeni. Samo vi, se opravičujem, vi osebne načrte za te vse stanovalce tako ali tako že imate, obstoječe osebne načrte. Zdaj boste pa te samo prevedeli, pa se bo majčkeno spremenilo, kategorizacija se bo Mi imamo zdaj kategorizacijo po zakonu o Ja. socialnem varstvu. Mi bomo zdaj osebne načrte pripravili, se pravi, skladno s pobranimi soglasji v kategorijo dolgotrajne oskrbe. Se pravi, to bomo mi preko informacijskih sistemov bomo te kategorizacije prevedli v novo kategorizacijo po zakonu o dolgotrajni oskrbi, se pravi, stanovalcev, ki so v instituciji. To je pač te, ki so zdaj. Potem seveda kasneje, ko bojo pa recimo novi stanovalci, ki bojo čakali na dom, se pravi, za vstop v domu, bojo pa prišli preko informacijske točke, Centra za socialno delo, preko posebnih svetovalk in potem se bojo pač tam odločbo napisala, potem gre pa zadeva do nas, do domov in bojo potem osnovni tega osebni načrti pripravljeni. Zdaj, ko ta prevedba poteka avtomatsko, ko bodo te osebni načrti pripravljeni, da ljudje slučajno ne bi zamudili rokov, na kar ste vi upozorili, jih tudi vi v domovih verjetno pocukate za rokav, pa rečete, treba je podpisati, zdaj je pripravljen osebni načrt. Koliko daleč ste vi s pripravljenimi teh osebnih načrtov? Koliko imate varovancev, koliko je načrtov? Mi imamo 218 stanovalcev, kot že omenil, imamo od večine pobrana soglasja, tako da mi zdaj tukaj intenzivno sodelujemo z ministrstvom, skupno socialnih zavodov in tudi se pravi z programskimi hišami.
in da dejansko skladno s temi navodili, da imamo zdaj tudi programe vzpostavljene, da bomo te osebne načrte pripravili. Tako da to je zdaj zelo intenzivno na tem delamo, tako da računamo, da se nam bo zadeva išla tako, kot je predvideno. Kot smo slišali, veliko dela upravijo domovi za starejše občane sami. To že oni tematiko imajo pokrito, jo obvladajo, jo znajo. Zakaj je treba torej Center za socialno delo zdaj trenutno vključevati govorim, to prevedbo, to trenutno, ki poteka zdaj? Ja, tukaj so vsi različni deležniki. Domovi za starejše so pravzaprav tisti, ki imajo glede osebnih načrtov tukaj največ znanja, pa tisti, ki imajo tudi največ direktnega stika s svojimi uporabniki, ki jih tukaj naslovijo. Je pa tukaj cel kup še kompliciranih postopkov. Zdaj, če vam jih zelo poenostavljeno razložim, vsaka prevedba tukaj potrebuje informacije, tako te, bi rekel, osebne informacije glede bivališča, davčnih številk in takih zadev glede iz Ministrstva za notranje zadeve, potrebuje informacije o tako imenovanih primerljivih pravicah, torej to je recimo dodatek za pomoč in postrežbo, ki spet ena druga inštitucija z njimi razpolaga, in ne nazadnje potrebuje informacije o tem, ali je ta oseba v resnici zavarovana, upravičen za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Ko se te tri recimo množice podatkov je treba sestaviti skupaj, da pač bi rekel odločbe potem in te odločitve stojijo, in to je, bi rekel, ta naloga med drugim, ki jo tukaj upravljajo centri za socialno delo. Se pravi, da gre za nek poenoten sistem, samo je pa problem, ker informacijskega sistema še ni, ki bi omogočal hitro zbiranje podatkov. Tukaj za to veliko prevedbo smo na nek način postavili specifičen informacijski sistem, informacijske tokove, ki so dizajnirani specifično ravno zato, da optimalno izvedejo te procese, ki sem jih prej opisoval. Tako da. Kaj mislite, da je bil datum 1.12. preoptimistično zastavljen? Zakaj 1.12. Bi danes ta datum podaljšali, glede na to, da slišimo, da na centrih za socialno delo jim teče voda v grlo? To je tako vprašanje. Ja. Ne, seveda ne. Jaz bi bil seveda v neki perspektivi zelo vesel, če bi se kdo lotil te prevedbe že 10 let nazaj, pa se ni. Mi smo se lotili pred 3 leti in prav je, da tukaj te datumi takšni, kot so, ostanejo. Seveda, izgradnja sistema dolgotrajne oskrbe bo kar nekaj časa še potekala, ampak tukaj je zaveza bila dana in prav je, da je december ta čas, ko se to izvede. Ko se začnejo te stvari premikati. Seveda. Veste kaj, pojavlja se v javnosti, tudi mi smo to problematiko na Info 360 naslovili v možni diskriminaciji. Vi povejte, če je to na nek način diskriminacija ali ne. Zdajšnji zavarovanci domov starejših občanov, ki so vključeni oziroma bodo prevedeni do 1.12. v sistem dolgotrajne oskrbe, bodo v ta sistem dolgotrajne oskrbe prevedeni avtomatično. Kaj pa tisti, ki bodo šele vstopali v sistem dolgotrajne oskrbe in želeli postati varovanci domov starejših občanov? Oni, prej ste omenili, bodo morali pa iti na vstopno točko, postopek bo daljši, podvrženi bodo precej boljšemu pregledu tega, ali res izpolnjujejo pogoje za neko kategorijo oskrbe ali ne. Skratka, za njih bo postopek bolj zapleten, dolgotrajnejši, ali ni to na nek način diskriminacija glede na že zdajšnje varovance domov? Ja, veste, zakaj je sploh možna ta poenostavljena prevedba v domovih za starejše? Zato, ker vsi uporabniki domov za starejše že imajo opredeljene kategorije oskrbe, ki jih potrebujejo. Zato jih lahko mi prevedemo brez ocenjevanja v ustrezne kategorije dolgotrajne oskrbe. Nekdo, ki pa ni do zdaj bil koristnik nobene storitve, recimo oskrbe starejših, je pa pač treba ugotoviti, kakšno stopnjo potrebuje te oskrbe, zato tukaj druga pot v resnici ni mogoča. V koliko času se bodo te vloge zavarovance, ki bodo šele vstopali v sistem dolgotrajne oskrbe v institucijah, reševali? Dolg rok je 60 dni, ampak v praksi se bo to tegnilo kar podaljšati, ne? Zdaj smo na začetku vzpostavljanja sistema, tako da mi seveda vsi skupaj bomo delali v smeri, da bodo te roki čim krajši. Tukaj pa razumemo, da trenutno
so malo predolgi. Tako da mislim, da v naslednjem koraku, ko to decembrsko prevedbo naslovimo, bomo tudi nekaj izkušenj že imeli, kako, na kakšen način postopke pospešiti in gotovo bo tudi naša naslednja naloga, da pravzaprav te čakalne vrste zmanjšamo. Je pa tako, zdaj čakalne vrste so odvisne od marsičesa, na eni strani od postopkov, na drugi strani pa pač tudi od razpoložljivih storitev, recimo v domovih za starejše ali pri oskrbi na domu. Tako da tukaj je to neka, bi rekel, kompleksna naloga na vseh straneh, da bo to čim prej steklo. Mi razumemo pa, da je to naloga, da mora biti kar se da gladko, hkrati pa pač upamo tudi na to, bi rekel, razumevanje uporabnikov, da smo ob pričetku nekega, bi rekel, velikega novega sistema. Ampak, če jaz prav razumem, bodo te, ki šele vstopajo v sistem, dokler ne bodo imeli odločbe o dolgotrajni oskrbi, plačevali, če bodo seveda vstopili v dom starejših občanov, plačevali potem tisto drugo ceno, ne ceno za dolgotrajno oskrbo, ampak ceno, ki izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, se pravi višjo. No, to je odvisno. Nekdo, ki se bo odločil, da bo šel v dom za starejše kot uporabnik dolgotrajne oskrbe, bo šel kot uporabnik dolgotrajne oskrbe. Nekdo, ki bo šel kot uporabnik Zakona o socialnem varstvu, bo šel kot uporabnik Zakona o socialnem varstvu. Ne bo pa tukaj, da bi imel uporabnik, ki bo odločil se, da gre po Zakonu o socialnem varstvu, prednost pri sprejemu v dom. Oba dva bosta v končni fazi odvisna od tega, ali bo v izbranem domu mesto ali ga ne bo. To jaz razumem, ampak če imam jaz 15. decembra nekoga, ki ga nujno rabim poslati v dom, mogoče bom vas to vprašala, kako vi z prakse to razumete, 15. decembra mora nek svojec nujno v dom, zaradi tega, ker so take nujne razmere. Kakšno ceno bo plačeval? Bo vključen v dom torej po Zakonu o socialnem varstvu ali po Zakonu o dolgotrajni oskrbi? Če ne boš imel odločbe Centra za socialno delo o vključitvi, bo verjetno po Zakonu o socialnem varstvu in bo cena višja. Tukaj je dejansko izbira. Zdaj bo ta dva sistema sprejema v dom. Lahko po Zakonu o socialnem varstvu, lahko po Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zdaj Zakon o socialnem varstvu, tako kot se recimo zdaj trenutno sprejemi delajo, se dela preko Komisije za sprejeme premestitvene odpuste, ki je sklicana znotraj doma za starejše, in dejansko nekdo, ki bo pač se odločil, da bo šel po Zakonu o socialnem varstvu, da recimo tukaj bo zdaj omenjeno, da ne bo šel preko Centra za socialno delo, preko vstopne točke. Ja, ker nima časa čakati. Tako, tukaj še vedno, jaz mislim, da v praksi je možnost prejšnjega sprejema v dom, če bo v čakalni vrsti predhodno, da je že zdaj v čakalni vrsti, mu bo ta zadeva še vedno veljala. Slasti bo pa ta zadeva najbolj v praksi tudi veljala nekoga, ki je na nekem negovalnem oddelku v bolnici, ker ne more v domače okolje jeti, bo lahko v praksi šel prej dejansko, če bomo pri nas vlogo v domu preko Zakona o socialnem varstvu, bo tukaj dejansko prej sprejet, ker tam preko vstopne točke je pa, kot smo že imeli, postopkovna zadeva dlje časa. A imate vi kaj ločeno v domovih po Zakonu o socialnem varstvu, koliko ljudi naj bi še sprejemali? So ta mesta kaj Ja, zdaj s pridobitvijo soglasij dejansko bo šla večina v našem domu, Janka Beneka Radovljica, bo šla večina stanovalcev v dolgotrajno oskrbo. Seveda, potem se bo pa v nadaljevanju pokazalo, koliko je prostih kapacitet in seveda potem tukaj, koliko bo pač najbrž v praksi, to je neka ocena, seveda teh potreb po Zakonu o socialnem varstvu se bo pa potem tam sproti odločalo. A bo šlo potem, če bomo imeli zdaj večinoma naših stanovalcev prevedeni dolgotrajno oskrbo, so pač ti tukaj, pa ne bo prostora za nekoga po Zakonu o socialnem varstvu za sprejem. Koliko pa je čakalna doba pri vas za vstop v dom, povejte? Leto in pol za demenco, recimo za teh, ki so pač s temi znaki pač zdravstvenimi težavami, tudi 2 leti in pol. Se pravi, če je kakšen vmes lahko sprejmete kakšen nujen primer, se to lahko zagotovi kaj prostora ali ne? Tukaj je tako, komisija seveda za sprejeme premestitve odpuste po Zakonu o socialnem varstvu seveda odloča na osnovi socialnih kriterijev, meril, zdravstvenih kriterijev, meril, tako da nekdo, ki je v čakalni vrsti, so neke, res hude zadeve, socialne stiske, zdravstvene težave, seveda to vpliva tudi na odločitev komisije, to je dejstvo. Tako da
to strokovni organi, se pravi, strokovni delavci o tem odločajo, a ne, tako da je to čisto odvisno od primera do primera. Lahko so nekdo, ki je v nekem okolju, ki je lahko brezdomec, ali pa ko so neke, recimo, zdravstvene težave v domačem okolju, a ne pa čakalni vrsti, lahko je tudi tukaj komisija to vrednoti in seveda se skladno s tem čim prej sprejem naredi. Ena razlika, ki bo zdaj z dolgotrajno oskrbo, bo ta, da nekdo, ki bo imel odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa recimo ne bo mesta za njega v domu v tem času, bo v tem mestnem času lahko pač prejemal neko drugo storitev dolgotrajne oskrbe, ki bo, če bo na voljo, ali dolgotrajno oskrbo na domu, ali pač denarni prejemek, tako da bo imel, da bo v bistvu v tem času prejel nekaj sredstev, ko bo tako rečemo, v čakalni vrsti. Ali pa pomoč na domu. Ali pa pomoč na domu tudi, ampak ta je. Samo za pomoč na domu še ni dobro vzpostavljen sistem, da ljudje imajo kar težave v praksi se znajti. Pomoč na domu je kar dobro vzpostavljen sistem, dolgotrajna oskrba na domu je pa ta sistem, ki se zdaj vzpostavlja. In te pomočniki, ki bodo za dolgotrajno oskrbo, teh še ni, Zdaj se pričenja, imamo že kar nekaj tudi uporabnikov dolgotrajne oskrbe na domu po Sloveniji, tako da se v bistvu sistem vzpostavlja. Bo pa to, seveda, vsak mesec, vsak teden bo teh uporabnikov več. Seveda, tukaj smo spet pa potem pri vprašanju kadrov, to bo gotovo neke vrste ozko grlo in tista pravzaprav zadeva, ki jo pa treba naslavljati z celovitimi politikami na vseh področjih, tako na naših resorskih, tukaj nekaj smo jih že sprovedli z našim kadrovskim zakonom, kot z širšimi državnimi politikami, plačnimi in ne nazadnje, tisto, kar se mi zdaj zelo recimo pogovarjamo z lokalno skupnostjo, vsak interes, da se postavi v neki občini nov dom za starejše, po našem mnenju mora vključevati tudi odločitev ali pa če hočete zavezo lokalne skupnosti, da bo storila vse, da bo zagotovila tudi ugodne pogoje za bivanje delavcev, se pravi, se potrudila zagotoviti stanovanja in tako naprej. Kako vi stojite s kadrovsko zasedbo? Kar se tiče institucije samega zavoda, vedno temu rečem, lahko bi bilo bistveno slabše, tako da smo kar v redu, mislim, pri nas zaenkrat smo, kapacitete imamo polne, lahko bi bila situacija boljša, ampak vemo, da pač kadrovski problem je po vseh branžah v državi. Kaj najbolj manjka, katerih profilov? Zdravstveni kadra, se pravi vseh medicinskih sester, bolničarjev, negovalcev, tukaj to je so tudi stanovske zadeve, ki so dejansko problem, ker tukaj dejansko mladi se ne odločajo več za ta poklic, manj je vpisov, manj je dejansko interesa za to delo in to je naporno delo, težko delo. Tako da tukaj je pa seveda naloga delodajalca, da je pač zagotovi neko trdno kadrovsko strukturo za kakovostno upravljanje storitev, naloga menedžmenta, da tukaj dejansko zagotavlja neko, se pravi, klimo pozitivno, tako da rečemo, kako kadre pridobiti, obdržati in motivirati za delo. Pa kaj mislite, da je problem, da se mladi ne odločajo, slabo plačilo ali težavnost dela? Oboje. Mislim, da je tukaj tako, kot je državni sekretar že omenil, ta politika plačnega sistema in tako naprej. Je pa tako, da časi se spreminjajo, mladi imajo druge perspektive, druge poglede, mlajša generacija, in to je seveda v socialnem varstvu je naporno delo, je težko delo, tako s našimi stanovalci, kot tudi svojci dejansko, ker so pričakovanja včasih mogoče večja, kot jih je dejansko možno izvesti. To so težki, naporni poklici in pač mladi imajo danes druge poglede, zato je tudi mogoče upad v tej branži, kar se tiče kadrovskega potencijala, da je zmanjšano. Ker glede plačne politike smo v sistemu plače v javnem sektorju, se ne da nič narediti, da bi lahko to strukturo bolj, to poklicno strukturo ljudi bolj privabila. Vendarle so se s to novo plačno reformo so kar velike spremembe se zgodile. Konec koncev, pač že ta določitev, da je izhodiščni plačni razred prvi oziroma zdaj celo drugi, pomeni, da ne samo, da so se plače že v izhodišču izboljšale, ampak da tudi ljudje lahko koristijo tista napredovanja karierna, ki številne skupine do zdaj niso mogle, ko so bile v tem prejšnjem nepravičnem sistemu. Seveda pa je plačni sistem je plačni sistem, in tukaj je treba videti, pač eno je povezano z drugim, imamo poklice v našem sektorju, imamo tudi poklice v drugih sektorjih in vemo, da je v resnici izdatki države za obstoječo plačno reformo so kar veliki. Mislim pa, da tudi pomembni so to, kar je direktor opozoril,
tako na eni strani, pa to je pravzaprav isto, bom rekel tako s to besedo, pogoji dela. Ne. Pogoji dela, ki jih na eni strani zagotavlja lahko dobro delovno okolje in tukaj je odgovornost vodstva domov. Mislim, da bo to v prihodnosti nad vse pomembno tudi v javnem sektorju, da bomo imeli resnično v javnem sektorju tukaj maksimalno kompetentna vodstva. In seveda to, da pravzaprav tudi razumemo, ne, kakšen profil delavk tukaj je, ne, da pravzaprav vemo, da so tukaj starejše delavke, da moramo zavedati se, da pomeni delo tukaj pa tudi več dopusta, ne, kakor, da tako rečem, v mogoče nekem privatnem sektorju. Se pravi, pogoji dela so vse, ne. So plača, so delovno okolje, so dopusti in tako naprej. Ne. Vam očitno kar uspeva to vse skupaj združevati, zato imate kadrovsko zasedenost. Ja, tako kot je državni sekretar omenil. Jaz mislim, da tukaj je zdaj dejansko vodstva, tukaj je tudi razmišljanje, ne, dejansko približek v gospodarstvu. Danes kadri so strateška tema. S kadri je treba znati delati, kadri je treba znati privabljati, kadri je treba vlagati. In tu država je tukaj namenila, rekel, sredstva za izobraževanja. Naš dom je tudi med drugim učna baza za srednjo zdravstveno šolo, za medicinsko fakulteto, za zdravstveno fakulteto. Bomo imeli tudi mentorstvo pa program bolničarja, ki se bo pri nas praksa. To je, rekel, potencialni bazen naših novih zaposlenih. In tukaj je dejansko, da se dela, da se tudi znotraj svoje kadrovske strukture, da se prepoznava potencialne zaposlene, ki jih lahko napotimo na šole, lahko neka srednja medicinska sestra na stroške države napreduje v diplomirano medicinsko sestro. Mislim, moramo prizadevati danes za pridobiti zaposlene. Ne? Zaposleni nikamor danes v tej situaciji zaposlitev nikakršna je, ne? Pač v Sloveniji, ampak v bistvu tudi v Evropi, morate biti aktivni kot zaposlovalec. Ne? Imate vi kaj tujcev zaposlenih? Imamo države Bosne in Hercegovine, imamo nekaj držav Severne Makedonije, na zadnje smo se držali zaposlitvenega sejma v Severni Makedoniji, ki ga Zavod za zaposlovanje organiziral, tako da smo nekaj kontaktov pridobili. Imamo tudi zanimive situacije, ki bi gospa prišla za srednjo medicinsko sestro, smo pobrali tudi kontakte od gospoda, ki bi bil šofer avtobusa, bomo na pristojne podjetja naslovili, tako da bi nekako v paru prišli, kaj tudi na drugi strani država subvencionira stroške namestitve 250 evrov, tako da tukaj je tako, rečem, fleksibilno potreba delati, razmišljati, da konec koncev, če želiš neko srednjo medicinsko sestro prepeljati v našo državo, je pa seveda v zadnjem postopek zaposlovanja, nostrifikacija diplom. Tukaj pa mislim, da bi mogoče bilo pa se da malo razmisliti, če so pa mogoče kakšne zadeve postopkovno lahko naredijo krajše in tudi manj zahtevne, ne, ker tukaj eno leto traja postopek zaposlovanja, je predolgo. Če se navežem, pa vrnemo nazaj na dolgotrajno oskrbo, na zakon o dolgotrajni oskrbi. Veliko očitkov smo slišali na vaš račun in račun gospoda ministra Maljevca. Ja, pa sej sistem dolgotrajne oskrbe ne deluje, samo plačujemo, ne dobimo nič. Ali so vas taki očitki razžalostili in zakaj? Ne, niso me razžalostili. Ne. Zdaj pač je pa seveda treba pojasniti, da v tej situaciji, ne, ko se demografska slika naše družbe spreminja v smer vedno več starejših ljudi, ko so potrebe po dolgotrajni oskrbi vedno večje, ko vemo, da potrebujemo tudi aktivno na vse načine pridobiti vedno več kadrov za vedno več uporabnikov, se pač moramo vsi kot družba zavedati, da tudi izdatki za dolgotrajno oskrbo so večji, morajo biti večji, kot smo bili navajeni v preteklosti, in to je dejstvo, ne. Zdaj, vemo, da se nekatere države na zahodnji Evropi, ki so prej že pričele z dolgotrajno oskrbo, se danes soočajo tudi že z višjimi prispevki za dolgotrajno oskrbo, kot je naš. Mi menimo, da je ta naš odstotek zaenkrat dovolj, ampak je pa potreben, ne. Tukaj pač enostavno ta zavest more biti. No, se pa seveda že v letošnjem letu zbrana sredstva zelo koristno in aktivno trošijo. Med drugim, ne, je pomembno tudi to, da zakon o dolgotrajni oskrbi v resnici že v tem trenutku obstoječe položnice uporabnikov domov za starejše blaži, ne, kajti v letošnjem letu iz proračuna namenjamo 60 milijonov in več za subvencije plač v domovih za starejše. Vaše mnenje o zakonu o dolgotrajni oskrbi je dovolj dober, premalo dober, bi se ga dalo izboljšati?
Ja, zanimivo vprašanje. Jaz mislim tukaj tako, to je pač novi socialni steber države. Jaz kot pač nekako vpet v delovanje sistema zadevo vidim v temu dobremu smislu, da bodo pač uporabniki plačevali manj. Dejansko, ker oskrba v domu, tako kot sem že omenil, 1400 evrov za nekoga, ki ima nizko pokojnino, pa recimo, da ima še kakšne svojce, da doplačujejo. To so včasih žalostne zgodbe. Veste, in to jaz tukaj pač verjamem, da bodo... Se upravičujem, ko prekinjam, pa kaj v primeru sploh lahko vi naredite, če nekdo ne more plačati take oskrbe v domu? Verjetno ste imeli kakšen tak primer, kdaj? Seveda, terjatve po domovih, po zdajšnjemu sistemu terjatve so zelo, zelo zahtevno področje. Da pač mi sledimo dejansko po vseh standardih, pa po skladno zakonodajo, če nekdo ne plačuje doma, dom, da pač ne more plačevati, seveda svojci, premoženje, centri za socialno delo. Tukaj so včasih, rekel, kar dosti zelo zahtevni postopki, da ne nastane nek dolg, ker je potem problem dolg dokazati in dolg od nekje iztirjati. Tako da jaz upam, da teh situacij po novem sistemu ne bo več, ker je pa tudi tako, glede na standard, plačilo stroškov v domovih včasih ni enostavno, je kar to zahtevno zanima. Tudi v redu je, če na zadnje upokojenki, upokojencu tudi ostane še nekaj denarja od njegove pokojnine, ne da čisto vse gre za plačilo doma. Ker zdaj je šlo praktično vse za plačilo doma, in še svojci so morali prispevati. Tako da zaključujemo z mislijo, da bo sistem dolgotrajne oskrbe uspel, da bo prevedba uspela do 1. decembra, vi pravite, da bo, tako da se nadejamo, da bo vse teklo decembra. Važno je, da uporabniki do konca decembra podpišejo osebne načrte. Pa da bo 1. januarja tudi pri vas potem denar, oziroma januarja, da boste lahko izplačali plače. Tako da bomo zahtevke tako dali na zdravstveno zavarovalnico. Lepo se vam zahvaljujem za ogled naše oddaje. Vidimo se prihodnjič. Nasvidenje.